Pozdravljeni in dobrodošli na Filozofski fakulteti, kolikor vas je takih, ki niste vsak dan navajeni biti tukaj. Govori FF je serija 12 predavanj, danes je predzadnje, tretji teden teče. Predavanj profesorjev in profesoric, ki so tudi sicer navzoči v javnem življenju, ki ob različnih priložnostih, ob raznih aktualnih situacijah podajo svoje strokovno mnenje. Govori FF je cikl predavanj, ki je organiziran seveda ob 100-letnici Ljubljanske univerze in Filozofske fakultete z njo. S tem skuša Filozofska fakulteta na nek način zajeti eno javno, družboslovno-humanistično gesto in slovenski javnosti pokazati, s čim se ukvarja. Danes bomo poslušali predavanje profesorice Ljubice Marjanović-Umek, psihologinje, z naslovom Otroštvo, odraščanje in izobraževalni proces. Absolutno aktualna tema, vedno kdaj pa ni. Na kratko jo bo predstavila kolegica psihologinja Maja Zupan. Pozdravljeni vsi skupaj in hvala za povabilo predstavitvi današnje slavnostne govorke in moje kolegice, profesorice doktorice Ljubice Marjanović-Umek, ki je ena najpomembnejših in vodilnih razvojnih psihologij v Sloveniji. S svojim predanim raziskovalnim, pedagoškim in strokovnim delovanjem v slovenskem in mednarodnem prostoru pomembno prispeva k razvoju psihološke znanosti in s tem razvoju ter ugledu Univerze v Ljubljani. V širši javnosti je prepoznana zlasti kot pomembna strokovnjakinja in zagovornica otrokovih pravic, kjer se družbeno izpostavlja obran psihologiji kot znanosti, kakovosti vzgoje in izobraževanja otrokom in ranljivim skupinam posameznikov. Na podlagi njenih znanstvenih in družbenih zaslug je Senat Univerze v Ljubljani lani podelil častni naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Njeno pedagoško delo, ki je bilo v strani študentov in študent vedno ocenjeno kot aktualno in visoko kakovostno, je zelo razvejano. Predavala je, deloma še vedno, razvojno-psihološke predmete na oddelku za psihologijo in oddelku za pedagogiko in antropologiko Filozofske fakultete, občasno tudi v okviru drugih programov na Univerzi v Ljubljani, Mariboru in Kopru, tako na dodiplomski kot podiplomski ravni. Vsaj po podatkih v Kobisu je bila do sedaj mentorica 140 zaključenim diplomam in strokovnim magisterijem, 19 znanstvenim magisterijem in 12 doktoratom. 5 od teh je še v delu. Več diplomskih oziroma magistrskih del pod njenim mentorstvom je prejelo fakultetno ali univerzitetno Prešernovo nagrado. Osrednji del njenega raziskovanja je razvoj govora in drugih spoznavnih zmožnosti dojenčkov, malčkov in otrok v različnih družbeno-kulturnih kontekstih. Kot raziskovalka je pronicljivo teoretsko in hkrati široko družbeno angažirana ter odzivna. Njena znanstvena bibliografija naprimer obsega več kot 1050 bibliografskih enot, med njimi 178 znanstvenih člankov, 19 znanstvenih monografij, 65 poglavij v slovenskih in mednarodnih znanstvenih monografijah ter 190 citatov v Sikrisu. Za izvirni znanstveni članek v British Journal of Developmental Psychology, ki je bil do danes citiran 100-krat, je leta 2012 prejela priznanje Agencije za raziskovalno dejavnost odlični v znanosti. Je sourednica, avtorica in soavtorica več poglavij prve slovenske znanstvene monografije Razvojna psihologija, ki obravnava razvoj človeka od spočetja do smrti. Svoje raziskovalne ugotovitve je profesorica Marjanović-Umek večkrat tudi kot vabljena predavateljica predstavljala na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. 25 prispevkov z teh konferenc je tudi objavljenih. Pri raziskovalnem delu sledi načelu meddisciplinarnosti in razvojno psihologijo uspešno povezuje z, na primer, sociologijo, pedagogiko in jezikoslovjem. Kot vodja ali raziskovalka je sodelovala v številnih slovenskih in tujih raziskovalnih projektih,
že 15 let pa je ena od vodilnih raziskovalk v programski skupini Uporabna razvojna psihologija. Kot mednarodno uveljavljena strokovnjakinja je sodelovala pri pripravi strokovnih ekspertiz Svetovne organizacije za predšolsko vzgojo, UNICEF in UNESCO, je članica uredniških odborov znanstvenih revij, gostujoča urednica v znanstvenih revijah, recenzentka v domačih in tujih indeksiranih revijah. Vlada Republike Slovenije jo je 3-krat imenovala v strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, kjer si je dosledno in premočrtno prizadevala za kakovost dela v vrtcu in šoli. Prav tako jo je vlada 2-krat imenovala za predsednico odbora Republike Slovenije za podeljevanje državnih nagrad v vzgoji in izobraževanju, znanstveni svet Agencije za raziskovalno dejavnost, pa na predlog Univerze v Ljubljani 2-krat v znanstveno-raziskovalni svet za družboslovje. Profesorica Marjanovič Umek je kot strokovnjakinja priznana tudi v širši strokovni laični javnosti, saj se s svojim izjemno širokim psihološkim znanjem v številnih intervjujih, radijskih in TV oddajah vedno odziva na aktualna družbena vprašanja ter se zavzema za enakopravnost ljudi iz različnih družbenih in kulturnih okolij. Posebej velik je njen doprinos k sistemski in vsebinski prenovi slovenskih vrtcev in konceptualizaciji 9-letne osnovne šole. Še posebej je zaslužna za poudarjanje sodobnih pogledov na razvoj in učenje otrok ter spoštovanje otrokovih pravic v kontekstu vzgoje in izobraževanja. Za svoje znanstveno, pedagoško in strokovno delo je bila profesorica Marjanovič Umek večkrat nagrajena, najprej z nagrado sklada Borisa Kidriča za diplomsko delo, potem pa z velikim priznanjem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za pedagoško in raziskovalno delo leta 2006. Dobila je tudi nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju za področje visokega šolstva leta 2009 in priznanje za popularizacijo psihologije v javnosti strani Društva psihologov Slovenije leta 2015. Da ne bom predolga, bom raje pustila besedo čimprej kolegici, zaslužni profesorici Ljubici Marjanovič Umek. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Najprej hvala lepa kolegici Maji za predstavitev. Hvala lepa dekanu in pa profesorju Primožu Vitezu, ki mislim, da je idejni oče projekta Govori Filozofska fakulteta za povabilo k predavanju in seveda vsem, ki ste na predavanje prišli, boste zdržali do konca, upam. Kot je bilo že rečeno, je naslov mojega predavanja Otroštvo, odraščanje in pa izobraževalni proces. Naslov je izredno širok. Sama ga bom takoj na naslednjem slajdu močno zožala, ker bom tako v otroštvu kot v odraščanju in izobraževanju seveda dopustila, da obravnavajo vse te 3 področja, absolutno tudi druge stroke, in bom nekaj tez razvila, od teoretičnih pa do uporabnih, z področja psihologije in še to ožje z področja razvojne psihologije. Zdaj, sama sem si prav nekako predstavljala, da razvojna psihologija, najmanj kar je, lahko dovolj strokovno vsakokrat znova, pravim vsakokrat znova, zato ker imamo razvoj novih in novih teorij, konceptualizira otroštvo, pri čemer pojmujemo otroštvo kot nekoliko širše, kot posamezna otroštvo v razvojni psihologiji. To se zdi pomembno zato, ker se s tem povezane tudi neke specifičnosti v razvoju in pa učenju otrok v različnih razvojnih obdobjih in pa velike individualne razlike med njimi, ne glede na enako ali podobno starost, in pa seveda okoljske dejavnike, ki na ta razvoj in učenje vplivajo v različnih socialnih kontekstih. Te socialni konteksti so tukaj mišljeni zlasti vrtec in pa šola, ker bom deloma seveda usmerjena na izobraževalni proces. Predavanje so strukturirane na ta način, da bom čisto na začetku nekaj zelo malega rekla o teoretskem okviru tega otroštva, ki ga pod prvo točko navajam. Potem bom v drugem delu navedla različne izsledke, tako domačih, starejših, novejših, kot tujih,
raziskav kot mednarodnih primerjalnih raziskav, ki se po moji presoji vežejo na tisti element otroštva, ki ga bom obravnavala, samo na nekatere, in pa potem v zadnjem delu poskušala tudi komentirati trenutno dogajanje oziroma zadevo peljala v neke razmiselke za bodisi ohranjanje tistega, kar je kakovostno v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu, ali pa poiskati izboljšave le-tega. Zdaj, ko govorimo o teoretskem okviru, bomo v vsakem kurikularnem dokumentu, ki ima neke uvodna izhodišča običajno napisana, našli zapisana dva velika kognitivista, Piageta in pa Vygotskega, ki vidite, da imata celo isto leto rojstva, pa zelo različno dolgo življenjsko dobo in s tem tudi obdobje njunega ustvarjanja. Oba sta v začetku prejšnjega stoletja oblikovala, to jim priznavajo vsi, neke izvirne teoretične koncepte o spoznavnem razvoju. Razlagala sta, kako poteka razvoj mišljenja, kako poteka razvoj govora, pojmotvornost, učenje in podobno. In to za vsa tista razvojna obdobja, ki nas zanimajo, torej dojenček, malček, otroštvo in tudi mladostništvo. Hkrati vsi, ki beremo te dva avtorja, vemo, da je med njima zelo veliko razlik in veliko podobnosti. Zdaj, v tem kontekstu je meni zanimivo tretje veliko ime, to je ameriški psiholog Brunner, ki se je veliko ukvarjal z razvojno psihologijo, tudi za pedagoško psihologijo, ki je bil do te mere pogumen, da je leta 1996, to je ob 100-letnici rojstva Piageta in pa Vygotskega, na enem od kongresov, ki je potekal v Ženevi, to je bil rojstno mesto Piageta, imel plenarno predavanje, ki ga je naslovil Zmagoslavje različnosti Piaget in Vygotski. Torej, Brunner je v tem svojem prispevku med drugim seveda poudaril, da jima je treba obema priznati pravzaprav to njuno izvirnost in da bi bila pravzaprav nevarna teza tistega avtorja ali pa avtorico, ki bi jih poskušal dati za vsako ceno na skupni imenovalec, zato da bi imeli eno najboljšo teorijo, ki bi znala razložiti spoznavne procese v teh imenovanih razvojnih obdobjih. Njegovo mnenje je bilo, da bi bilo to poenostavljanje, zdaj ne bom tlele brala, en del je celo njegovih citatov iz tega njegovega referata, kako pomembno je to, da ohranjamo vedenje, da je Piaget zelo izvirno in dobro razložil, kako poteka proces mišljenja, torej kako se razvijajo mentalne predstave, zlasti na tej ravni logično-matematičnih predstav, in pri tem velikem delu zanemarjal socialno okolje, v katerem se otrok razvija oziroma uči. Za razliko od Vygotskega, ki je pa dal poudarek ravno kulturnemu in pa jezikovnemu ozadju razvoja mišljenja in je pravzaprav tudi učenje in razvoj kot dva vzporedna procesa peljal na precej drugačen način kot Piaget. Zdaj, kako jemati eno in drugo, ko razlagamo teorije, moje mnenje je, da nikakor ne na način, da bi zamenjali paradigmo. To se je zgodilo tudi v slovenskem prostoru, še marsikateri drugi evropski državi, da se je v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja v vseh teh kurikularnih dokumentih zapisalo, da se izhaja iz teorije Piageta. Takrat je bil Piaget pač nekje na vrhuncu prevodov svojih izvirnih del v razne jezike, in zdelo se je, da je zelo uporaben, predvsem zato, ker razlaga spoznavni razvoj. Potem so pa prišla leta 80, 90 in kasneje, pa je nenadoma ime Piageta izginilo in se pojavilo ime Vygotskega. Torej, Vygotski je tisti zato, ker je socialni kontekst, zato, ker je podčrtano učenje, ne samo razvoj in podobno. Torej, Brunner nas tukaj v tem referatu zelo jasno opozori, da je to ena večjih napak, ki jo lahko naredimo. Ne nazadnje tudi zato, ker je, kot bomo kasneje videli, Piaget svojo teorijo v svoji dolgi življenjski dobi v 80-ih letih, 70-ih, 80-ih letih močno zamaknil v smer Vygotskega oziroma do neke mere celo korigiral. Zdaj jaz bom v nadaljevanju te dva avtorja oziroma te dve teoriji primerjala v posameznih segmentih,
tisti, za katere mislim, da jih bom kasneje rabila, ko bom poskušala narediti neko uporabno vrednost teh teoretskih konceptov. Prva taka primerjava, ki se mi zdi smiselna, je opredelitev razvojnih stopenj. Torej, oba avtorja oziroma obe teoriji opredeljujeta 4 razvojne stopnje. Ne eden, ne drug avtor nima problema za tem, da bi ne zagovarjal stopenskega razvoja, kar pomeni neke kakovostne spremembe v konceptualizaciji mišljenja. Pa vendarle Vigotski opredeli te razvojne stopnje z vidika kronološke starosti otrok mnogo bolj odprto oziroma fleksibilno in pa mnogo bolj pod ta odprtost je posledica njegovega upoštevanja socialnega okolja oziroma dejavnikov okolja. Zato je manj normativen, kot je Piaget. Čeprav moram takoj vzeti v bran tudi Piaget, ker ga namerno potem primerjam z avtorjem, ki ga prej nisem omenjala, to je Arnoldom Gezelom, ki je bil eden prvih avtorjev v razvojni psihologiji, ki je pa zelo natančno normiral razvoj dojenčka, malčka, otroka. Poudarjam besedo normiral, ker pomeni, da je določal norme, ki so vezane na kronološko starost, norme v razvoju na posameznih področjih, ki so bile natančne tudi v obdobju dojenčka in malčka za en mesec, kasneje za leto ali pa več let, vendar njegova teorija je tista, ki je normativna teorija. Piagetova teorija ni normativna, to izpostavljam zato, ker nekateri njegovo biologistično gledanje na razvoj oziroma ta nativizem, ki je bila njegova rdeča nit, potem zamenjujejo za tako imenovano normativnostjo v razvoju. Zdaj, če razvojne stopnje poskušam takoj aplicirati na en del tega, kar imamo v šolskem sistemu, potem je zelo pogosto vprašanje, ki ga dobiva razvojna psihologija kot stroka. Naj za božjo voljo odgovorimo, pri kateri starosti naj gre otrok v šolo. Pri kateri starosti je otrok, včasih smo govorili oziroma so govorili zrel, kar pomeni bolj ta biologistični vidik, danes uporabljamo izraz pripravljen za šolo, katera starost je primerna in da če kaj moramo znati, moramo po razvojni psihologiji znati povedati. Jaz se tukaj skličem na delo Vigotskega, eno od njegovih zadnjih del, 1934. Ga je napisal, kjer je, to je citat iz njegovega dela, otrokove kronološke starosti ne ustrezajo kot verodostojna oziroma zanesljiva merila za ugotavljanje aktualne stopnje razvoja. Tukaj nas precej razoroži. Vigotski, ko pove, da za starostjo ne bomo prišli do tega, da bodo vsi otroci zadovoljni, srečni, uspešni in predvsem vsi odrasli verjeli, da je to pa čisto ta prava starost. Vprašanje je potem, kaj pa še, če definira, zdaj govorim samo o tem delčku, torej enem mejniku ob nekem prehodu iz vrtca v šolo, kaj pa še določa, poleg kronološke starosti otrok, to, da otroci stopajo tako različni v šolo, kljub temu, da so primerljive ali enake starosti. Tukaj je samo primer rezultatov iz raziskave, ki smo delali na katedri za razvojno psihologijo. Bila mnogo bolj obširna raziskava, kjer smo vzdolžno spremljali otroke, ki so šli v vrtec z 1 in 3 leti, potem 4 leta zapored. Govorim pa samo o tem izseku, ki je vezan na pripravljenost otrok za vstop v šolo. In prikazujem 2 sliki, ki kažeta, kako je z interakcijo med rezultati na preizkusu pripravljenosti otroka za vstop v šolo v povezavi z izobrazbo oziroma število let, ki so jih otroci preživeli v vrtcu. 2 skupini otrok imamo, tale skupina je bila 0 let v vrtcu, kar pomeni, so šli direktno v šolo, ta druga je bila 5 let v vrtcu, kar pomeni od 1. leta pa do dejansko vstopa v šolo. In teli rezultati tukaj so prikazani glede na izobrazbo mame, nizka, srednja, visoka in vidite, da so pri otrocih, ki so bili v vrtcu 0 let, razlike zelo velike, glede na izobrazbo. Pri otrocih, ki so bili v vrtcu 5 let, te črte konvergirajo. Torej, praktično vrtec opravi, konkretno za tole govorim, neko zelo pomembno kompenzacijsko nalogo, ko v nekem pomembnem delu, ne v celoti, pa pomembnem delu izniči razlike vezane na izobrazbo staršev in pravzaprav omogoči otrokom, da
prihajajo do nečesa, zdaj ne morem reči vsem do optimalnega razvoja, ker je vprašanje, kaj se dogaja z otroki staršev za visoko izobrazbo, ampak vsekakor opravi, že tukaj se vidi, pa se bomo k tem zadevam še vrnili, kako pomembno je, da otrok obiskuje strokovno inštitucijo in to ne nekaj mesecev ali samo 1 leto, ampak dlje časa. Torej, zato je tudi prikazana ta razlika, enako kot pri izobrazbi mame in potem pri izobrazbi očeta, trend je enak, niso čisto iste črte. Druga primerjava za razvojnimi stopnjami, kar je zopet pomembno za kontekst vrtca in šole, je odnos med razvojem govora in mišljenja. Tukaj se Vigotski in Piaget tudi med seboj razlikujeta. Vigotski izpostavi to socialno vlogo govora in zelo jasno pove, da je govor pri dojenčku, malčku, kasneje otroku, da ima najmanj 2 funkcije, to je tako imenovano egocentrično funkcijo, ki omogoča ponotranjanje mišljenja oziroma konceptualizacijo mišljenja na predstavni ravni in pa sporazumevalno funkcijo, ki seveda otroku omogoča, da funkcionira v odnosu do drugih oziroma v nekih socialnih skupinah. Piaget sicer ima neke podobne izraze, ko govori o govoru, ker pomeni tudi on govori o egocentričnem govoru, kot posledici egocentričnega mišljenja in trdi, da je otrok, da je prevladujoči način govorjenja otroka do 6., 7. leta egocentričen, kar pomeni, da govor samo spremlja mišljenje, primarno je pa mišljenje, ki poteka na osnovi gibalno-zaznavnih izkušenj. Torej, otrok naj bi mislil na drugačen način, ne skozi simbole in pa jezika, to, kar izpostavlja Vigotski, ampak je predvsem ta začetna stopnja zaznavno-gibalna pri njemu močnejša kot neka simbolna, ki bi bila vezana na govor. Ravno v tem delu se je kasneje korigiral, ga bomo še videli. Ta govor v socialni vlogi oziroma sporazumevalni vlogi bi rada posebej poudarila pri Vigotskem, zato ker omogoča to že v obdobju malčkom seveda kasneje otrokom v zgodnjem otroštvu, srednjem otroštvu, delovanje v socialni skupini, ker pomeni, da se o tem piše Vigotski veliko, otroci med seboj pogovarjajo, bodisi 2 v dialogu, več skozi neki pogovor, da otroci imajo možnost poznavati različne poglede različnih ljudi o isti stvari, ker pomeni, da Vigotski na nek način namiguje, ne morem reči, zato ker ne uporabi izraza, na metaspoznavne procese, ki so danes pravzaprav top tema, ko govorimo o spoznavnem razvoju in tudi o učenju. Torej, on pravzaprav naprimer izrazi kot so metajezik, teorija uma, kar pomeni razumevanje svojih mentalnih predstav, hkrati razumevanje mentalnih predstav drugih, ki so lahko drugačna kot moja o isti stvari. Moram to argumentirati, zakaj je moja drugačna kot njegova. Torej, te procese on pravzaprav opisuje ravno skozi to funkcijo, socialno funkcijo govora in deloma skozi pojmotvornost, kako otroci razvijajo pojme, vendarle izraza, metaspoznavni procesi ne uporabi. Torej, namerno sem menila pojme, ker je to tretja primerjava, kjer oba avtorja vstopata, saj Piaget bolj nezavedno, kot namerno, v šolski prostor, ko razlagata, kako poteka razvoj pojmov. Torej, Piaget govori o tako imenovanih vsakodnevnih oziroma spontanih pojmih, kar pomeni, da jasno zapiše, da je potrebna otrokova, malčkova, lastna dejavnost, zato da on pride do neke generalizacije oziroma oblikovanja nekega pojma. Vigotski govori o tem, da obstajajo poleg spontanih pojmov, ki jih otrok razvije sam, tudi tako imenovani znanstveni pojmi, da se te pojmi med seboj srečujejo in to zlasti v obdobju srednjega otroštva, kar pomeni v šoli in to že na začetku šolanja, kjer je nujno potrebno, vsaj po njegovem mnenju, vključiti v oblikovanje pojmov tudi okolje oziroma nek proces poučevanja strani kompetentnejših posameznikov, recimo, da so to učitelji, učiteljice, lahko pa tudi kdorkoli drug, ki pravzaprav pomaga
otroku, da pride do neke generalizacije, do kritične refleksije in podobno, ker zopet pomeni, takoj ko o teh pojmih govorimo, da gre za metaspoznavne procese. Ta del posebej izpostavljen zato, ker so tudi v slovenskem prostoru zelo prisotna v šolskem polju izraza konstruktivizem in pa socialni konstruktivizem. Torej, v prej omenjenih 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja ni bilo didaktične knjige, ni bilo predavanja o poučevanju, ne da bi kdo posebej izpostavil konstruktivizem kot način, kako otroci morajo, kot pozitivno, da morajo otroci sami graditi pojme, oziroma priti do novih znanj in ta znanja so trajna oziroma so njegova. Torej, ta konstruktivizem v taki obliki je bil prvič zelo poenostavljen, že na ravni aplikacije in ni res, da za njim stoji Piaget, to, kar bi nekateri radi prikazali, češ da konstruktivizem izhaja iz Piagetove teorije. Torej, to je sila poenostavljena logika, kako otrok razvija svoje mišljenje in hkrati je bila deležna vseh pravzaprav okoljih, kjer se pojavlja se pa celem evropskem prostoru, številnih kritik, predvsem v tej točki, da če bi to bilo res, da je to najboljši in edini zveličaven način pridobivanja novega znanja pri otroci, potem bi otroci vedno pridobili samo znanje na tisti ravni, kjer ga že imajo. Preko sebe ne morejo. To, kar znajo, to bi konstruirala. Ker bi nekje skozi neko logiko teh logično-matematičnih izkušenj malo celo se dalo izpeljati, zato se je tudi to vezalo na Piagetovo teorijo, vendarle daleč od tega, da je bilo mišljenje samo matematično-logično, imamo številne vrste mišljenja in tudi pri matematično-logičnem mišljenju ni konstruktivizem edini način, kako nekdo aktivno dejavno vstopa v svoj proces oblikovanja znanja. Kasneje so ta konstruktivizem opremili za dodatno besedo, raziskovalci, to je socialni konstruktivizem, kjer so dodali besedo skozi ta socialni, nekoga pomembnega v družbenem prostoru, ki določena znanja lahko tudi posreduje. Zato, da bi jih otrok kasneje, bodisi na tej ali na višji ravni osvojil. Torej, nekaj je potrebno strani teh kompetentnih posameznikov v okolju in strukturiranega okolja otroku posredovati. Eden avtor je tako plastično zapisal, da če ostanemo pri konstruktivizmu, potem otrok ostane v nekem sterilnem okolju, kjer pravzaprav iz svojega več kot svojega lastnega laboratorijsko sterilnega okolja ne more iti, ker v njem ni več kot je. Njegovo znanje pa če kakšno je. In ravno v povezavi s tem socialnim konstruktivizmom je potem tudi ta primerjava med pojmovanjem razvoja in učenja pri Piagetu in pa pri Vygotskem. Vygotski je seveda tisti, zdaj sem že večkrat ponovila, ki je tako jasno izpostavil učenje in to učenje v območju bližnjega razvoja, kar pomeni, da tudi on ne misli, da bi akademsko poučevali 5-letne otroke, zato da bi ga čim prej naučili čim več ali mu posredovali čim več znanstvenih pojmov in bi zanemarili njegove lastne pojme, spontane pojme, ampak kljub temu je pravzaprav zelo jasno, Vygotski izpostavil, da ta razlika med razvojem, ki ga doseže otrok sam lahko in tem, kar mu kompetentnejše odrasle osebe nudijo z razvijanjem določenih strategij ali kot zelo pogosto kasneje avtorji pravijo vzpostavljanjem nekega zidarskega odra, omogoča, da potek učenja vleče razvoj naprej in da razvoj, gledano dispozicijsko, ne ostaja tam, kjer je oziroma ni vezan zgolj in izključno na prej že omenjeno kronološko starost. Zdaj v tem kontekstu območja bližnjega razvoja je Vygotski seveda uporabil govor, ki mu je bil njemu zelo blizu, ne on, ampak njegovi učenci so imeli veliko smiselnih prispodob o tem, kako govor vstopa v to območje bližnjega razvoja in potem učenje v območju bližnjega razvoja, da je govor semiotična raztopina, je eno tak lep izraz, ki pove, da prenaša kot nek simbolni semiotični sistem, prenaša nekaj, neko izkušnjo, ki jo otrok dobi v okolju, lahko ne nazadnje tudi skozi zaznavanje in gibanje, na notranje predstavno raven in postane s tem del njegove mentalne strukture. Še eno stvar je poudaril, da ni dihotomije med igro, zlasti simbolno igro,
Vigotski je o tem tudi pisal, posebno knjigo je napisal o otroški igri in pa razvojem akademskih spretnosti. To poudarjam zato, ker imamo potem kasneje v šolskem prostoru mogoče željo po veliki dihotomiji ali pa po strogem ločevanju, da kdaj igra, kdaj učenje in podobno. In še zadnja primerjava, neki kontinuumi v razvoju obstajajo, seveda v razvojni psihologiji, za katerimi se Piaget ni kaj posebej ukvarjal, tudi pravzaprav njegovo področje raziskovanja ni bilo tako, kjer bi pravzaprav iskal aplikacije na bodisi vrtčevski ali šolski prostor ali pa nenazadnje tudi družinski kontekst. So pa potem seveda avtorji, kot je Vigotski in predvsem njegovi nasledniki in učenci, zelo velikokrat upozorili na ta kontinuum, ki govori o tem, da se nobena psihična funkcija ne razvije pri točno določeni starosti. Tako kot sem prej rekla, da je pripravljen za vstop v šolo, torej imamo starost in ko bo star toliko in toliko, bo zmogel to in to. Ampak imajo vse te zmožnosti neke predhodne, svoje neke predhodne oblike, ki se lahko imenujejo drugače, ampak pomembno vplivajo na kasnejši razvoj določenih psihičnih procesov. Namerno, kasneje boste videli zakaj, izpostavljam tale kontinuum govor, zgodna pismenost, akademska pismenost. O tem zelo veliko govorimo, ukvarjamo pa se v glavnem z akademsko pismenostjo in nismo zadovoljni, ko jo tako ali drugače ocenjujemo pri otrocih v šoli ali pa pri odraslih osebah. Še dve načeli rabim, preden grem na ta uporabni del. Rabim pravzaprav načelo, ki govori, izpeljano je bilo včasih bolj iz etološke teorije, danes je seveda bolj moderno, če rečemo, da je izpeljano iz nevroznanosti. To so tako imenovana občutljiva obdobja v človekovem razvoju, kar pomeni, da gre za obdobja, ko so možgani najbolj občutljivi za učenje, za kakšnekoli posredovane dražljaje iz zunanjega sveta, kar pomeni, da takrat razvoj neke zmožnosti oziroma na nekem področju poteka najhitreje in tisto, kar je tukaj zanimivo, z tega ne bom podrobneje razlagala, je, da se vse zgodi seveda v obdobju do 6. leta. Večina pa te temnejši deli do obdobju do 3. leta in zanimivo, to zadevne spoznanja, ki so stara, to ni novo, to zadevna spoznanja pred 30-40 leti niso imela kakšno posebno veljavo, danes jo pa na ta spoznanja zelo dober odziv ekonomistov, ki načrtujejo, kako pravzaprav prihraniti čim več denarja v samem procesu izobraževanja, zato da bo manj drop-outa, zato da bo manj socialne neprilagojenosti in podobno. In oni se ukvarjajo z tem, kam je smiselno čim več investirati, zato da bi kasneje ne bilo večjih problemov. In še drugo načelo, individualne razlike, omenila sem že tam pri tem vprašanju, kdaj ne gre otrok v šolo. Individualne razlike se kažejo v hitrosti razvoja in v dosežkih. Če zdaj tukaj pogledate, tole je besednjak malčkov, starih od 16 do 31 mesecev. Dosegli so tole, oziroma narobe sem rekla od 16 do 31, ampak malčki, ki so bili stari 16 mesecev, ko smo jih prvič ocenjevali, potem smo jih pa vzdolžno ocenjevali 6krat zapored in ob zadnjem ocenjevanju so bili stari 31 mesecev, kar pomeni, gre za iste malčke. In če pogledate njihove, to sem čakala, če pogledate njihove krivulje, rasti besednjaka so zelo dinamične, ne glede na to, pri kateri starosti bi se ustavila, namerno se bom tukajle, pa potem tle vmes malo poglejte, s kakšno hitrostjo, s kakšno dinamiko prihajajo do nekih rezultatov, ki so zelo različni, gre pa za enake starosti, če tle pogledamo, in gre celo za iste otroke, kar pomeni, da še nekaj več kontroliramo, ker se ne sprašujemo vseh teh možnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali, ampak o katerih se bomo kasneje še spraševali. Zdaj bom pa probala definirati v nadaljevanju, kaj je prijazna šola. Moja definicija prijazne šole ne bo taka, kot bi beseda prijazna morda vključevala. Velikokrat jo najdemo zapisano kot šola, ki
je po meri otroka, ki upošteva otroka, v kateri je otrok srečen, v kateri je otrok uspešen, v kateri se lahko igra, zato sem te zadeve prej omenjala. Jaz pa zdaj nisem nič od tega tukaj le napisala, kaj je prijazna šola, pa sem prepričana, da je to šola, ki je gledano, zdaj ne govorim nobenem posameznem otroku, ampak otroci širše, da je ta šola prijazna. Torej, če spoštuje pravice otroka, če otroke motivira, ko govorim o motivaciji, govorim o zunanji in o notranji motivaciji, zato da se učijo, šola, ki je občutljiva za socialne razlike in za spol, in pa šola, ki je učinkovita za učenje. To ni enostavno, do take prijazne šole ni enostavno priti. Jaz bom v nadaljevanju zdaj nekatere teh elementov bolj poudarila skozi raziskave, nekatere manj. Začela bom pa z spolom in z govorom. Zakaj bom na govoru ilustrirala, kaj se dogaja z spolom in kasneje z socialno-ekonomskim statusom oziroma izobrazbenim statusom staršev, malčkov in otrok. Zato, ker je govor pravzaprav v zelo visoki korelaciji z znanjem. Tisti otroci, ki so govorno bolj kompetentni, so praviloma v šoli bolj uspešni. Ko mi to merimo, je seveda moč z dosežki na različnih preizkusih govora napovedati največji oziroma pojasniti največji delež variabilnosti med razlikami v govornih dosežkih otrok. To je en razlog. Drugi razlog je, če bi vprašala, v katerem koli okolju ljudi, na katerem področju razvoja pričakujete, da se bodo deklice in dečki verjetno najbolj razlikovali ali morda sploh razlikovali, dobimo vedno znova bolj ali manj enak odgovor na področju govora. Seveda deklice so boljše kot pa dečki. Zdaj, kaj se nam dogaja? Torej, res je, na področju govora, tukaj pa se moramo nasloniti na izsledke nevroznanstvenih študij, so razlike v strukturi možganov, levo-desni hemisferičnosti, povezavah in podobno. Neke dispozicijske razlike seveda obstajajo in na področju govora dajejo prednost deklicam, vendar zadeva le ni tako zelo enostavna in enoznačna, razlike so praviloma majhne in tudi ne enoznačno beležene na vseh področjih govora. Govora je zelo razvejana zadeva. Tisto, kar nas zanima v kontekstu seveda vrtca in šole je, zakaj jaz postavljam hipotezo in jo bom probala s temi prikazanimi rezultati potrditi, da šola reproducira razlike med spoloma, kar pomeni, da jih ne zmanjšuje, ampak jih povečuje. Torej, to je pravzaprav vprašanje, ne ali obstaja ali ne obstajajo, ampak zakaj se nam dogaja, da so z kronološko starostjo in z leti izobraževanja razlike vedno večje. Tukaj imate najprej prikazane začetno obliko govora, to so geste. Rezultati na treh slikah vam jih pokazala so vzeti iz neke tuje mednarodne raziskave, v kateri sem tudi sama sodelovala, ker pomeni, da so bili vključeni slovenski dojenčki in pa malčki oziroma malčice v to raziskavo in je bila narejena na fascinantnem vzorcu 13 tisoč dojenčkov in pa malčkov, kar pomeni, da so rezultati veljavni. V 10 državah, med njimi naprimer Švedska, Norveška, Španija, Hrvaška in tako naprej. Razlike med deklicami in dečki, torej že pri 8 mesecih do 16 mesecih so deklice nekoliko boljše v izražanju oziroma kazanju svojih gest. Potem so v tej isti starosti deklice boljše v rabi besed. Torej od 8 do 16 mesecev in vidite celo, da tam proti 16 mesecev, če gledamo tole, nam razlike se povečujejo že primerjalno z nižjo starostjo. Potem je druga starost, od 16 mesecev do 30 mesecev, število besed. Zopet, če gledate, se opravičujem, če gledate tole, razliko, tukaj morate gledati hkrati tudi število besed, ki je seveda precej drugačno, so razlike že zelo velike v prid deklicam. Potem vam namerno kažem rezultate, ki smo jih dobili v slovenski vzdolžni raziskavi, že prej sem jo omenila, kjer so torej isti otroci tukaj primerjani, kot so bili prej, pri tistih krivuljah rasti besednjaka, tukaj primerjani po spolu, torej in razlika v številu besed je zopet z starostjo, kot se veča, je razlika večja. Potem vam kažem nove slike, kjer ne gre samo za spol,
ampak gre za interakcijo z starostjo otroka, dosežkov na področju govora in pa z socialno-ekonomskim statusom. Tukaj se na tej prvi sliki se ne vidi, na drugi se vidi, tukaj bom večkrat uporabila mero, ki rečemo D, vrednost, to je standardizirana razlika med aritmetičnimi sredinama, govorimo o spolu deklicah in dečkov. Če je večja kot nič, so boljše deklice, če je manjša kot nič, so boljši dečki. Manjše kot nič nimamo nič na teh dveh slikah, ker pomeni, da so deklice boljše, ne glede na starost, tukaj imamo starost od 16-20 pa do 30 mesecev, imamo ne samo mero besednjak, ampak imamo tudi povprečni dolžino stavka in pa celovitost izjav in vidite, da so povsod, pri vseh starosti povsod so deklice bile boljše. Potem, ko gledamo to primerjalno z izobrazbo na tej drugi sliki, imamo nizko, srednjo in pa visoko izobrazbo in zopet so ne glede na izobrazbo deklice više kot dečki in zanimiva je predvsem tale prva zadeva, ampak ne bom šla daleč za njo, ker pomeni, da so starši z nizko izobrazbo ocenili, ko so ocenjevali, ko gledamo primerjalno deklice dečke, deklice kot izrazito boljše v besednjaku kot pa dečke. Razlogov je lahko več, ampak to ni današnja tema. Zdaj preskočim nekaj let od obdobja malčka in vam kažem neko raziskavo, ki ni naša, ni slovenska raziskava, je raziskava, ki je bila delana v Združenih državah Amerike, kjer imajo na stotine v raznih bankah teh standardiziranih testov, ki so primerljivi deloma z našimi testi znanja, deloma pa so primerljivi z različnimi psihološkimi standardiziranimi pripomočki, neka sredina med enim in drugim je. Ampak nas zanima že spet tale nič, ki jo imamo tukajle. Gre za primerjavo deklic in dečkov, 4. razred njihove šole, 8. razred in pa 12. razred in vidite, da na različnih področjih so bili ocenjevani deklice in pa dečki. Vse, kar je nad nič, so bile boljše deklice in vse, kar je pod nič, so bili boljši dečki. In zdaj tukaj gledamo pisanje, govorno izražanje, branje in podobno, torej besednjak, to, o čemer govorimo o govoru, je vse nad nič in ni pod nič. Še bolj sem pa to sliko dala zaradi prikazovanja tega trenda, ko vidite, da iz nižje starosti oziroma nižjih razredov narašča razlika med deklicami in dečki. To, o čemer govorim. Mi smo naredili to tudi slovensko raziskavo, ne na tako velikem vzorcu kot Američani, ampak na relativno velikem za slovenske razmere, katero smo vključili otroke v 4. razredu in 3. razredu, to so mlajši učenci oziroma učenke in pa starejši učenci oziroma učenke v 8. in 9. razredu. Mi smo pa vzeli psihološke pripomočke in ocenili pravzaprav tiste zmožnosti otrok, za katere pač iz drugih raziskav vemo, da bi z njimi lahko relativno dobro napovedovali znanje otrok. Ker pomeni, ocenjevali smo govor, ocenjevali smo neverbalno inteligentnost in ocenjevali smo nekatere oziroma dimenzije osebnosti. In zdaj govora, o tem, kar je rdeča nit, je tole. Tole je preizkus govora. In tukaj so pač mlajši učenci, tukaj so starejši učenci, vidite, kako daleč nad ničlo so že mlajši in kako bolj daleč nad ničlo so starejši učenci v slovenskih šolah v dosežki govora. Zanimivo, težko boste videli, zato ker gre tlele vmes, tale SPM je neverbalni test inteligentnosti. Tukaj vidite, da te razlike niso statistično pomembne, morate vedeti, da ko jaz rečem pomembno, da so razlike, niso vse pomembne razlike. Te razlike, naprimer, so pri deklicah, ampak ne pomembne, kar pomeni, da na nobenem drugem področju kot na govoru o teh ocenjevanjih zadeva se tako ne reproducira oziroma veča v šolskem prostoru kot ravno pri govoru. Jaz bom zdaj bolj za vmesno zadevo, ki jo rabim na koncu, pa se ne bom vračala, ker so to isti vzorci mlajših in starejših učencev, pokazala še rezultate ocen, ne pa psiholoških mer. To so šolske ocene, ki so jih dobili pri predmetih, ki so jih imeli v 4. razredu in v 9. razredu. Pod nič nimamo nič, že spet, kar pomeni, da so pri vseh predmetih so bile strani učiteljev in učiteljic deklice ocenjene pomembno višje.
In razlika je zopet napredovala, vidite, da grejo premice navzgor, z izjemo športne vzgoje. Športna vzgoja je pa najnižja, tako rekoč, ni čisto najnižja pri mlajših, ampak pri starejših pa da, in gre malo celo dol, se bližajo fantom po svojem uspehu. Ampak zadeva ni tako enostavna, ker potem, ko se pogleda pa rezultate na NPZ-ju, se pa vidi nacionalni preizkus znanja, da je nekaj tudi ne vezano na spol, ampak na subjektivno presojo tistih, ki ocenjujejo. In kot kaže, ocenjujejo deklice bolje za enako znanje kot pa dečke. Torej, to ni ravno spodbudna zadeva z vidika tiste pravice, o kateri sem v začetku govorila. Če pogledate, torej nimamo za vse predmete, imamo samo za tiste predmete, ki so v tistem letu, to je bilo leta 4-5, ko je minister Zver biologijo določil kot nacionalni preizkus znanja, ni bila najboljša, ampak kakorkoli bila je. In mi smo te rezultate pridobili in zdaj vidite, da pri slovenščini ocena in NPZ naraščata. Od 3. razreda do 9. razreda, 3. pa 9. so pisali. Pri matematiki je razlika ocena in pa NPZ velika. In pri NPZ-ju so deklice in dečki kar zelo podobni. Ne bi pa NPZ ocenjeval enako znanje, kot ga ocenjuje učiteljeva ocena. Pri biologiji je pa tako tole, nimamo 4. razreda, vam trenda ne morem pokazati, ker ni NPZ-ja, ampak imamo pa 9. razred, tukaj je ocena, ki so jo dobile deklice, tukaj je pa NPZ. Torej nekaj ni v redu, tudi ko se pogovarjamo o tem, ali samo zunanje, ali samo notranje, ali eno in drugo, ali nobeno ocenjevanje znanja. Potem v nadaljevanju vam bom pa te rezultate pokazala ne več na področju govora, ampak bralne pismenosti, ker jih pravzaprav tudi nimamo večina zbranih tudi v svetu teh preizkusov. Bralna pismenost, kjer sem prej kontinuum zato tudi postavila, razlike med deklicami in dečki. Boste videli, da so večje v srednji šoli kot v osnovni šoli. V tem primeru so primerjani rezultati iz 4. razreda šole, ko delamo za Perelsom 2016 in pa PISA 2015. Tole se ne vidi, to sem že prej ugotovila, doma meni se je lepo videli. Zdaj, če poiščemo Slovenijo, moram se očala gor, slaba je, da ne bo pomote, če je kdo, mislim, da je 7, 2, 4, ja že imam, tlele je Slovenija, ampak to, kar gledate, kar je temno, pomeni, da so razlike velike med deklicami in dečki. Prikazali so namreč odstotki, v kočih odstotkih so deklice bile boljše, njihovi dosežki na teh preizkusih, primerjalnih preizkusih branja, primerjavi z dečki. Ne vidite številke, torej v obeh primerih so boljše, torej smo temno modri, ker pomeni, da so razlike velike, primerjalno z državami, kjer imamo še 2 odtenka in so razlike med deklicami in dečki manjše. In potem tisto, kar bi videli, če bi ta procent lahko razbrali, je, da je pri 15-letnikih večji kot pri 9-letnikih, torej v 4. razredu. Ker pomeni tudi skozi bralno pismenost potrdimo, da razlike z leti naraščajo. Potem pa zelo na hitro še eno drugo spremenljivko, to je pa izobrazba. Tukaj bom vam pokazala. Izobrazba sem jo že prej omenila, zato tudi teorijo Vigotskega tako izpostavljala. Tudi pravzaprav naj bi šola ne reproducirala razlike, ki jih nosi s seboj izobrazba staršev, ki imajo otroci, ampak ne bi poskušala razlike zmanjševati. Zopet ne govorim o tem, da bi uspela narediti enake otroke iz različnih, ampak o zmanjševanju razlike govorim. Kje se začenjajo te razlike? Zopet bomo šli skozi govor, sem že povedala zakaj. Starost 10 mesecev do 36 mesecev, tuja raziskava iz leta 95, vzdolžna, ki vam pokaže, kako je z besednjakom različno izobraženih staršev, nizko, srednje, visoko izobraženih. Razlika je polovica, 50%, večji besednjak imajo malčice staršev za visoko izobrazbo v primerjavi za nizko že do starosti 36 mesecev. Razlog te isti raziskavi so te iste starše pogledali še nekoliko drugače, pogledali so, kako komunicirajo z otroki. Merili so število izjav, ki jih namenjajo malčkom v 1 uri
namenjajo malčku, tudi vrsto izjav so gledali, ampak tukaj govorimo zaenkrat o količini izjav in vidite, da so tele krivulje, nizka izobrazba, srednja in visoka, enake kot so krivulje besednjaka, kar pomeni, da je ta model, za katerim vstopajo odrasle osebe, v tem primeru starši, v okolje otroka in spodbuja njegov govor zelo prepoznaven. Potem pa pri bralni pismenosti, podobno kot prej, dobivamo enaki vzorec, ko smo ga dobili pri spolu, kar pomeni, da rastejo razlike in da smo vezane v tem primeru na izobrazbo in da smo med državami, ko gledamo mednarodne primerjalne raziskave, kjer so razlike velike, ne med državami, kjer bi razlike majhne. Če gledamo 4. razred in bralno pismenost, je Slovenija tukaj. Razlika nizka izobrazba visoka. Če pogledate vse te ostale, vidite, kako nizko spodaj smo in koliko držav ima manjše razlike vezane na izobrazbo v dosežkih na preizkusih bralne pismenosti. Potem je enako v napisi, kar pomeni pri 15-letnikih. Zdaj mi pa pomagajte najti Slovenijo, tlele je, ne bom zdaj Slovakijo poiskala. Tlele je, tale razlika je tudi v spodnji polovici, ker pomeni, imamo velike razlike. Bolj, kot da jaz zdaj govorim velike majhne, in tam sem imela neke točke napisane, vam povem, v obeh primerih so razlike večje kot 40 točk. 40 točk pomeni 1 leto izobraževanja. Torej kot da bi se 1 leto manj izobraževali otroci staršev z nizko izobrazbo v primerjavi z otroci staršev z veliko izobrazbo. Kar pomeni, da ne uspe skozi leta, očitno šola kaj pomembnega tukaj narediti. Potem pa kot ilustracija še ena zanimiva raziskava, ta je bila delana v Veliki Britaniji, kjer so se pa lotili malo drugače kot teh primerjalnih raziskav in ko so raziskavo vključili mladostnike, mladostnice stare 14 let in pa njihove starše, so obojim ocenjevali govor in sicer na ravni razumevanja besed. In torej staršem in mladostnicam, mladostnikom, in potem so pravzaprav ocenjevali, kaj se dogaja z njihovimi, kako so ti njihovi dosežki povezani z izobrazbo staršev, in ugotovili so nam najprej slikco pokazala, tole je slika, ki so jo dobili, torej spodaj je nizka izobrazba, zgoraj je visoka, ampak meni je zanimiva tale ugotovitev, kaj so oni zapisali, da mladostniki oziroma mladostnice staršev za nizko izobrazbo rabijo starše z velikim oziroma bogatim besednjakom, zato da lahko premostijo razliko, ki je pogojena z izobrazbo staršev. Zdaj, če tukaj dodamo teorijo Berensteina, potem boste vedeli, da je to skoraj teoretično nemogoče, da bi pričakovali, da bi to funkcioniralo v družini. In vprašanje je pa, ali lahko kaj naredi v to smer šola, da pravzaprav besednjak spreminja v tistih letih, ne nujno šele pri 14 letih, ko bi to res lahko delala. S tem tudi prehajam, ker bom spustila en del vam moram pokazati, recimo vam bom pokazala tukajle, zato ker iz enega izpeljujem neko zadevo. To je raziskava oziroma rezultati, ki je v svoji raziskavi dobila moja doktorska študentka Katja Grgič, ki je ocenjevala pri 5-letnih otrocih metajezikovno zavedanje. To, o čemer sem prej rekla. In ona je pravzaprav tukaj naredila en model, ki se je ustrezno statistično prilegal, ki po moje pove kar veliko o tej izobrazbi, o kateri smo zdaj govorili. Namreč tukaj se kaže, če mi pogledamo, da je to izobrazbo, da ima izobrazba na metajezikovno zmožnost 5-letnih otrok vpliv preko neverbalne inteligentnosti. Drugo, kar je bolj pomembno, ker te inteligentnosti mi tudi ne moramo spremeniti pri otroku, je pa to, da je izobrazba posredovana preko tele spremenljivke. Starševo poznavanje otroških knjig. Starševo poznavanje otroških knjig namreč pomeni, da se ocenjuje, kako pogosto odrasli berejo otrokov. Torej, posredovana je preko pogostosti branja odraslih in preko otrokovega poznanja otroških knjig, kar pomeni, da tole starševo posredovanje gre sem in to gre potem na metajezik. Torej, jaz bi zdaj lahko seveda še druge, naprimer stop v vrtec in ne vem kaj komentirala, govorim o tem, da se da preko modelov dobiti spremenljivke, ki mnogo bolj jasno povedo, kaj se v resnici dogaja in kje imamo opremelišča za to, da lahko kaj spremenimo, ker izobrazbe staršev ne moramo spremeniti.
Tudi takrat, ko se otrok šola, ne moremo pridobiti za nizko izobražene starše zdaj mi visoke izobrazbe, zato da bi imel bolj spodbudno okolje, ampak ta izobrazba ne deluje vedno neposredno, deluje tudi neposredno, ampak tudi preko drugih dejavnikov, ki pa so dejavniki, ki jih lahko spreminjamo in na katere lahko pravzaprav tako ali drugače vplivamo. No, o tem bom zdaj tudi za zaključek nekaj rekla. Začela bom z vrtci, ker običajno pa vzgojno-izobraževalni sistem začnemo z vrtci. Poznani so merila kakovosti predšolske vzgoje v svetu, ne vem, delež vključenih otrok, zgodna vključenost otrok in podobno. Mi smo pri tej vključenosti kar dobri, bom rekla, z deležem vključenih otrok. Imamo pa tudi kakšno hibo, ki jo po moji presoji ne rešimo najbolje. Tole so podatki iz leta, ta zadnji, seveda tlele, 2017-18, imate trend, kako 1 do 3 leta, 3 do 5, 1 do 5 let stari otroci, kakšen delež je vključen. Slovenija ima, gledano primerjalno z drugimi državami, predvsem visok delež vključenih otrok starih 1 do 3 leta, kar je verjetno posledica družbenega konteksta po drugi svetovni vojni, velikega zaposlovanja žensk, gradnje vrtcev. Vrtci so bili enotni, skupni, kar pomeni, da so v njega vključevali otroke, starši takoj po zaključku porodniške, ki je bila celo krajša seveda kot pa 12 mesecev. Od takrat dalje je tudi ostal ta relativno visok trend. Imamo pa eno težavo, ki izgleda na prvi pogled majhna, pa ne vem, če je tako majhna. Tole so zdaj pač številke, tisto, kar je tamle v krivuljah, ampak Svet Evrope je leta 2010 izdelal, kar je takrat poteklo neko priporočilo, izdelal novo priporočilo. Do leta 2020 ne bi bilo v vrtcih, ki so kakovostni, oziroma kjer imajo predšolsko vzgojo kakovostno, vključenih 95% otrok starih od 4 leta do vstopa v šolo. Tako je njihova definicija, zato ker so vstopi v šolo v različnih državah različni. Če pogledate tlele gor, nimamo, smo leto 19, pa imamo 93% vključenih otrok. V tem letu že pri ekipi ministerski, ki jo imamo na ministrstvu, so uvedli neko novost v vrtce, relativno potihom. Uvedli so en program eno leto pred vstopom v šolo za otroke, ki ima obseg 240 ur. Mi imamo v zakonu sicer definiran krajši program v obsegu 240 ur do 720, praktično se ne izvaja, zelo redko se izvaja, če se izvaja kombinirano, zato ker pač starši v nekem okolju to rabijo, ampak to ni to. To je, če mene vprašate, ponovitev male šole oziroma priprava na šolo, ki pa se je v 80-ih, 90-ih letih dokazano izkazala kot neučinkovita pri zmanjševanju razlik med otroki. Mala šola je povečala razlike med otroki, staršev različno izobrazbo, zato ker se je izvajala tako kot tole. Deloma v vrtcu, če so bili otroci vključeni v vrtec, deloma pa kot skrajšan program, ne vem, 2-krat na teden, 2 meseca v enem letu in podobno. In otroci, ki so hodili celo leto v malo šolo, so še pomembno bolj napredovali, oni, ki so hodili v krajšo malo šolo, pa jih niso niti podrazno dohiteli. Priprava na šolo, mala šola kot program, tukaj pa ne govorimo o programu, tega programa nimamo, je bila za uvedbo 9-letke ukinjena. Jaz imam pa problema, ali gre za novo malo šolo, ki jo želimo imeti zaradi statistike evropske, da bomo imeli 95% vključenost leta 2020, ker jo bomo imeli, če bomo to zraven šteli in ker oni ne rečejo, kakšni programi, v svetu so zelo različni programi. Hkrati je pa to v nasprotju z tem, kar poznamo iz raziskav, da vrtec deluje kompenzatorno, če so otroci vključeni v vrtec dlje časa, najbolje od 1. leta. Torej nam se je na področju govora, ko smo delali to vzdolžne raziskavi, seveda pokazalo, da v kakovostni vrtec in to več let, v tem primeru je vrtec opravil kompenzacijsko vlogo. Kaže se to tudi v mednarodnih primerjalnih raziskavah, recimo ravno pri Pearlsu, pri bralni pismenosti, otroci, ki so bili več kot 3 leta vključeni v vrtec, ne tisti 1 do 3 ali pa nič, so kasneje dosegli tudi še v 4. razredu pomembno višje rezultate kot ostali 2 skupini otrok. Kar pomeni, da rešitev zaradi rešitve je nevarna, predvsem zaradi same statistike. Potem je vključenost v vrtce glede izobrazbe staršev. Tudi tukaj nismo najbolj uspešni. Tukaj so podatki pač iz raziskave, ki je bila delana namensko. Mi smo jo delali v letu, na FDV so jo delali v letu 2005.
kjer primerja deleže vključenih otrok staršev za visoko in nizko izobrazbo. Zdaj vidite, da so tele države, Danska, Švedska primeroma, več je držav, ki imajo primerljiv ali pa celo višji delež vključenih otrok staršev malčkov, v tem primeru z nizko izobrazbo, gledano primerjalno za visoko. Potem so države, kot je recimo Finska, Velika Britanija, Slovenija, tudi na Finskem ni vse dobro, ki imajo vključen kar pomembno večji delež otrok staršev za visoko izobrazbo, gledano primerjalno za starši za nizko izobrazbo. Torej vrtec ne more opraviti kompenzatorne vloge, če otroci sploh v vrtcu niso. In to tisti, ki bi z vidika prej omenjenih zadev najbolj potrebovali vrtec. Mi smo v tem to pogledali na osnovi evropske statistike še enkrat, to so podatki iz leta 5, leta 8, takrat, ko je bil popis prebivalstva, vidite, da so deleži za Slovenijo precej višji, zato ker je višji delež vključenih otrok, razmerje nizka izobrazba, visoka pa ostaja enaka. Zdaj jaz ne vem, kako je leta 18, bojim se, da ni kaj bistveno različno, ker imam tle še ene podatke, ki govorijo, ki pa so iz mednarodnih primerjalnih raziskav, to je pa UNICEF delal o petini, o otrocih petine staršev, ki so najbolj revni in petine staršev, ki so najbolj bogati, so primerjali. In tukaj je pravzaprav Slovenija, tle smo pa nekje v zgornjem delu, tle nas bom najdla prej, in nismo temno obarvani. Zato to pomeni, da imamo bolj ugodno razmerje samo med dvema skupinama. Te temno obarvani države imajo razmerja manj ugodna, če tukaj spodaj pogledate, ne vem, Bolgarijo in tako naprej, Hrvaško in še kakšno drugo državo je res razmerje nemogoče, kakšen nizek delež otrok staršev za nizko izobrazbo so vključeni. Je pa res, da nam tukaj manjka en podatek, ki ga Slovenija takrat ni dala, kako je za mrežo vrtcev, za katero pa jaz mislim celo, da je dobra v Sloveniji, ker ne razlikuje bistveno med mestnim in pa podeželskim okoljem. In edina nevarnost, ki po moji presoji obstaja, je, da bo sčasoma postalo preveč vrtcev pri šoli in da to ne bo ostal nek samostojen specifični podsistem. Te trendi vrtca pri šoli pa žal grejo navzgor, ne glede na to, da pravijo, da ni razlika, ampak jaz neke prave analize, ki bi to res potrebovala v slovenskem prostoru, še nisem videla. Govorimo o kakovostnem vrtcu in se ne bom vračala nazaj. Zdaj imam samo še nekaj za šolo. Začetek šole, vračam zdaj nazaj na tisto, kar sem prej govorila pri teorijah, o individualnih razlikah in starosti, pri kateri naj bi otroci šli v šolo. Pač v razvojni psihologiji ne moramo zanikati, da bodo med enako starimi otroki velike razlike. Tudi če bo vrtec, pa vidimo, da ne more v celoti tega narediti, že opravil določeno kompenzatorno vlogo. Ampak to pomeni, da bi morali biti vsi otroci vključeni v vrtec od prvega leta starosti, pa še bi bilo vprašanje, ali je koliko uspešno to naredimo, ker je pač to odvisno tudi od kakovosti vrtca. Torej, zato je pravzaprav po moji presoji edina rešitev, ki bi se mogla ohraniti, ki je bila sicer leta konca 90-ih let z sistemskimi rešitvami in potem kurikularnimi nastavljena, moglo bi se ohraniti 3-letje, ki ga pa nimamo več. Saj ne v celoti ohranjenega, imamo ga formalno na papirju, 9-letka sestavljena iz 3 obdobij, torej 3 leti, vendar ga z določenimi rešitvami znotraj prvega 3-letja zgubljamo. Včasih z nekaterimi nepomembnimi rešitvami, saj vsak misel, posamezna stroka, da je to, da zato, ker starši tako želijo, malo zamaknemo, naprimer, ta zamik se je zgodil leta 2011, mislim, ali 2012, ko so se posodabljali učni načrti pri slovenščini. Zamaknil se je standard znanja, pismenosti na 2. razred. Ni bil slučajno postavljen na 3. razred, na konec 3-letja, ker se je želelo, da se pravzaprav znotraj teh 3 let te individualne poti, ki sem jim prej kazala, da so po hitrosti in dosežkih različne, tam je bil sicer besednjak, ampak velja za druga področja tudi, da se to pravzaprav na nek način uravnoteži in da se v veliki meri upošteva to, da je treba pač znotraj prvega 3-letja v veliki meri individualizirati in poučevati v območju bližnjega razvoja.
ampak vsak otrok ima druge svoj aktualni razvoj. In tukaj je pravzaprav to, ker je verjetno pri pouku najtežje in to, ker noben sistem ne more rešiti in to, ker ne morejo ne posodobljeni, ne novi, ne drugačni, ne boljši učni načrti narediti, da bi pravzaprav naredili mero, ki bi bila, oziroma najdel nek standard znanja, ki bi bila za vse otroke dobra. Mi smo tukaj pravzaprav dva zamika naredili, kjer se pod vprašaj postavlja triletje, to je standardno znanje pri določenih predmetih, ne samo pri slovenščini, tudi matematiki, in pa številčno ocenjevanje v 3. razredu. Prej je bilo opisno ocenjevanje za celo triletje, zdaj je znotraj triletja to razlikovano, nimamo kakšnih evalvacij, saj jaz jih ne poznam, ki bi pokazali, ali je to bolje, slabše, kaj se s tem dogaja, ampak z vidika teoretskega razmisleka to nekako ne gre. Torej tukaj znotraj ne moramo zdaj reči, da je eno boljše kot drugo, in je bila, naprimer, to, kar posebej izpostavljam, ko smo prej rekli aktualne odzive, take in drugačne peticije staršev, takrat so starši želeli imeti standard premaknjen navzdol, češ da tak pomemben delež otrok pride v 1. razred opismenjen in kaj naj delajo potem še 2 leti, torej v 2. in 3. razredu. Torej to je to drugo, kar imate tle pod opismenjevanje napisano. Potem je ta dihotomija, ki sem jo tam omenjala pri Vigotskem, med igro in akademskimi spretnostmi. Jaz priznam, da včasih težko razumem razprave o tem, ali se ne otroci v šoli, zlasti v 1. razredu ali v 1. triletju, igrajo ali se ne učijo. Jaz pač mislim, da se ne igrajo in učijo, pa ne samo v 1. triletju, se igramo se tudi v odraslosti, pa tudi v 2. triletju, 3. triletju, ni pa to enako. Igra ni učenje, torej ni enačaja med tem. Obe dejavnosti sta pa enako pomembni in to zlasti v začetnem obdobju in določena znanja bodo znanja, ki bodo zelo podvržena temu akademskemu, če smem reči, drilu, kar pomeni posredovanemu znanju, ponavljanju in podobno, in so druga znanja, ki jih otroci lahko zelo pomembno, zlasti te razne metaspoznavne procese in podobno, o katerih sem govorila, pridobijo naprimer v simbolni igri. Zato se te razprave zopet razprave, ki nimajo enega pravilnega odgovora. In potem sem prej od začetka pri prijazni šoli omenila to razlikovanje glede na spol in glede na socialno-ekonomski status. Tukaj si bo po mojem vsako stvar na osnovi delčka prikazanje rezultatov svojo sliko o tem, kaj šola opravi ali ne opravi, z vidika zmanjševanja razlik. Jaz osebno mislim, da opravi premalo. Meni podatki ne morejo reči drugega, kot da je opravljeno premalo. Zdaj bolj seveda zahtevno vprašanje oziroma odgovorno vprašanje je, kaj narediti, da bo do te razlike zmanjšane oziroma kaj delajo tam, kjer imajo relativno majhne razlike, pa so glih tako otroci, so deklice in dečki, so otroci staršev za nizko in visoko izobrazbo, tiste države, kjer imajo večje, pa ne bomo gledali. Zdaj pri teh razlikah z vidika izobrazbe in pa spola bi rada še na nekaj opozorila. Slovenija je med državami, ki imajo, to je iz mednarodnih primerjalnih raziskav že spet, najmanjše razlike, tukaj pa bom najdla, tukaj na vrhu smo, najmanjše razlike v dosežkih učencev med šolami. Najmanjše. Imamo pa zelo velike razlike, vse ostalo, kar pade na to, to je 9% tlele, so pa razlike znotraj šol in razlike znotraj oddelkov. Potem si lahko predstavljate, pravzaprav zelo, zelo zahtevno delo, ki ga mora opraviti učitelj oziroma učiteljica, ko to dobi. Ko dobi, namreč kaj delajo te razlike, kako pojasnjujemo te razlike. V teh mednarodnih primerjalnih študijah razlike med šolami pojasnjujejo z šolskimi spremenljivkami, naprimer z pogostnostjo domače nalog, lokalno skupnostjo, število učencev na šoli. To so spremenljivke, ki pri nas ne funkcionirajo, kaj je zelo pomembno, kot ste videli. Ne merijo pa klime ali pa recimo prepričanja staršev in podobno, ker bi verjetno nekaj pojasnilo. In oni so imeli še družinske spremenljivke,
katere so dali izobrazba staršev, aspiracije učencev, število knjig doma, odnos učencev do šolskih predmetov in podobno. To je bil pa tisti del, ki je vezan na šolsko raven, to je na razlike ne med šolami, ampak znotraj šole. Mi smo v tem raziskavi, ki smo jo delali v Sloveniji, dodali zopet psihološke spremljivke, ker se je za temi in šolskimi in družinskimi pojasnilo relativno malo variabilnosti v znanju učencev, smo dodali še psihološke spremenljivke, ker pomeni govorno kompetentnost, intelektualne značilnosti in pa osebnostne značilnosti in smo lahko pojasnili mnogo večji delež razlik v znanju učencev kot zgolj z družinskimi in pa z šolskimi spremenljivkami. Tisto, kar se pa meni zdi še pomembno, s tem tudi zaključujem, je tole, da so v neprimerjalnih raziskavah, ampak v sekundarnih raziskavah na osnovi teh mednarodnih primerjalnih raziskav tako v tujini, kot tudi sami smo ocenili, da šole v nekem delu pa le nekaj počnejo z vidika tega zmanjševanja razlik. Namreč pokazalo se je, da se šole med seboj bolj razlikujejo v učenčevih in družinskih spremenljivkah, te, ki sem jih prej omenjala, ker pomeni med drugim izobrazbo staršev in podobno, kot med dosežki znanjem oziroma doseženo šolsko oziroma učno uspešnostjo. Ker pomeni, ne samo vrtec, tudi šola očitno nekaj naredi v to smer zmanjševanja, če mene vprašate, premalo. Absolutno premalo, ampak to, da je razlika v znanju manjša, kot je razlika v teh družinskih spremenljivkah, na posamezni šoli, pa kaže, da v to smer že nekaj razmišljajo. Ko berete, kaj delajo v različnih državah, imate tle neki nabor, kakšne dejavnosti vse poskušajo delati, kako se držijo tega načela, da z različnimi otroki ne morete delati enako, zato da bi ohranili različnost, pa tudi ne boste z enakostjo pri različnih dobili enako na koncu, ampak morate pravzaprav uporabljati druge strategije, ki so mnogo bolj subtilne in ki ne ciljajo na to točno tam, kjer nečesa nimam, to bom mogel zdaj velikokrat delati zato, da bom razvil. Tako neposredno zadeve ne gre, sem slab v branju, zato bom mogel pred razredom velikokrat brati, verjetno bom potem še slabši v branju. Zdaj, ali so to prave, tukaj naštete rešitve, ali bi lahko jih našteli še kakšne druge, jaz bom vsekakor tukaj zaključila in bom razmislek prepustila vam. Tako da hvala lepa in mislim, da imamo čas še za vprašanja. Ja? Ok. Torej, ponavadi mora nekdo prebiti led, saj tam, kjer sem jaz poslušala, je bilo tako, da je nekdo zdignil roko, potem je bilo pa veliko rok, tako da najbolj pogumno oziroma pogumnega čakamo. Bom jaz prebil led, ker imam najbolj staro vprašanje, ki ga lahko zastavim, ki je bilo verjetno že večkrat zastavljeno. Te razlike med spoloma, med deklicami in dečki, predvsem v tej najbolj zgodnji fazi, tistih parih mesecev. Kasneje se jih verjetno da pojasnjevati socializacijo in različnimi spodbudami iz okolja. Ampak tako tam pri 3-4 mesecih, ko vi že ugotavljate... Malo kasneje, geste prve, ja. Kjer se že kaže, da imajo deklice večjo sposobnost govora in tako. Zakaj? Kako? Oziroma nevrološko ozadje. Jaz ne upam tega biologiji zdaj pripisati, verjetno vi tudi ne, ali pač, ne vem. Ja, mi pripisujemo v enem delu, zdaj rečemo nevrologija, ne biologija, v najširšem pomenu besede. Prej sem omenjala, da možgani, ko jih pač slikajo, ko gledajo vse te, ne samo to, kako gre za levo, desno hemisferičnost, ampak koliko je sinaptičnih povezav pri deklicah, dečkih, so določene razlike,
ki so pač prirojene, ki so dane kot dispozicija deklicam in omogočajo, seveda, če to izkoristijo, če ne izkoristijo, tudi ne bi bilo nujno, da bi do tega prišlo, da so nekoliko boljše kot pa dečke. Ampak pravim, te razlike so res minimalne in se ponekod zaznajo, ponekod pa ne. In jaz sem jih bolj omenjala na nekih področjih tudi govora, bolj zato, da sem pokazala, kako iz majhnega nastane veliko in to je zaskrbljujoče. Te razlike so praviloma v prvem letu, drugem letu večinoma, ne pa nujno, ampak večinoma nepomembne. So pa raziskave, tisto, ki sem jo omenjala, na 13.000 dojenčkov in malčkov, pokazali, da so razlike statistično pomembne bile že v tej najbolj zgodnjih obdobjih. Zdaj večji, ko imate numerju, se manjšo razliko zaznate kot pomembno, torej to je tudi dejstvo, ampak nekaj je, torej te podatki kažejo, da nekaj je. Ostalo je pa seveda potem ta so pa socializacijski dejavniki, ki lahko skozi to spolno stereotipnost razlike večajo. Ta raziskava je bila zanimiva ravno zato, ker je potekala v tako različnih jezikovnih okoljih, torej 10 različnih jezikovnih okoljih in se je povsod potrdila ta razlika med deklicami in dečki. Torej ni bila to specifika neke države, kjer bi rekli, so bolj to socializacijo bolj stereotipno zajemali že v njihovi dojenčki in malčki v prvih letih starosti, ampak je bila razlika povsod primerljiva v vseh teh jezikovnih okoljih. Ker pomeni, da ta dejavnik, ki je biološki, ki je nevrološki, v tem začetnem delu absolutno deluje, ampak ne na ta način, kot ga beležimo kasneje v razvoju. Lahko sam še nekaj, kar me firma čisto metodološko. Kako to štejete besede? Super. Ne štejemo jih mi, mi imamo pa v Sloveniji, zato tudi lahko delamo te mednarodne primerjalne raziskave, ker je ne vem koliko čez 50 jezikov, mislim, da je že standardizirana, prevedena, prirejena in standardizirana neka lista sporazumevalnih zmožnosti, kjer je nabor nekega korpusa besed. Ne ocenjuje se samo besednjake, jaz sem tam nekje tudi govorila o stavkih pa o celovitosti izjav in to ocenjujejo starši. To ne ocenjuje testator, to ne ocenjuje psiholog ali pa kdorkoli, ampak ocenjujejo starši na ravni prepoznave besed. Ne na ravni, da se spomnijo, ampak na ravni prepoznave. Ampak morate verjeti, zato ker smo to pogledali, zelo dobri ocenjevalci so. Zelo dobri ocenjevalci so starši, ko so pri nas ocenjevali, so bili podatki, ker imamo enake številke, vse tega, zelo podobni kot naprimer v okolju, kjer je izvirno nastala ta lista sporazumevalnih zmožnosti. Potem, recimo, mi smo uporabili tako, da so iste otroke ocenjevale vzgojiteljice oziroma malčke, vzgojiteljice in starši in smo dobili zelo podobne ocene. Celo male razlike v tem, kire besede je kdo prepoznal, ampak ko smo govorili o številkah, to, kar sem jaz le govorila, ker nisem o kakovosti besednjaka govorila, ampak samo o količini, so bile zelo podobne in to je v razvojni psihologiji uveljavljena mera, da se da besednjak ocenjevati staršem, ki to absolutno najbolj poznajo, ki zunanji ocenjevalec tega ne more oceniti, je pa postopek peljan veljavno in zanesljivo, ker je standardizirani preizkus. Še naprej? Ja, Janko, izvoli. Tam se zelo kritično švrtala trend, da je vedno več vrtcev, ki so priključeni šol. A je to, se več kakšne tudi empirične študije narejene, da so ti vrtci manj prispevajo k razvoju otrok, tam, kjer so potrebe, odkot? Tako tudi argumenti niso narejene, se sem rekla, da nimamo evalvacije tega, razen zagotovila, da je enako. To so pravzaprav bolj naravni predpostavke, bojazni, zato ker se velikokrat postavljajo vprašanja, naprimer pri kakovosti imamo vedno znova to vprašanje, ali lahko kazalce kakovosti na ravni same evalvacije, zunanje evalvacije primerljivo postavimo v vrtcu in šoli. Odgovor je ne. In zdaj, če imate priključene vrtce oziroma oddelke vrtcev v šoli, imate ravnatelja ali ravnateljico šole, ki je tudi ravnatelj in ravnateljica vrtca.
ki ima sicer potem svojo vodjo, ne, in tako naprej, ampak to pravzaprav je del sistema, ne, tudi prostori so tam, vse je tam. Mi smo v začetka navijali, ne, da bi celo za te prvo triletje, ne, moglo biti malo, če se le da, prostorsko zamaknjeno v primerjavi z drugim in tretjim triletjem, prostorsko, ne, zato da bi ti otroci pravzaprav večjo varnost, ne, čutili v šoli. Zdaj pa dobimo tam vrtčevske otroke, ne, pri šoli, ki ni nujno, da ima kaj zamaknjeno prvo pa drugo triletje, ne, in preprosto je verjetno nemogoče, ne, da bi se enako ukvarjali te, ki so odgovorni na ravni vodstva, na ravni svetovalna služba imajo isto. Svetovalna služba šolska gre še malo v vrtec pogledati, ne. Šoli je pač več problemov, ne, po njihovo kot v vrtcu in to je pravzaprav poenostavitev, ne, ki ni najboljša. Je pa res, ne, to pa moram povedati, po mojem vedenju so zaenkrat pri šolah samo otroci drugega starostnega obdobja, kar pomeni oddelki od 3 do 6, ampak zato imamo potem pa varstvo na domu pa 1 do 3, nič do 3, ne, oziroma 1 do 3, kar je pa še slabše, ne, o tem pa ne bi zdaj o kengurujčkih in podobnih zadevah, ne. Tako da žal pa analize, ne, ki bi o učinki govorila, pa nimamo, zato ker moramo imeti najprej neke veljavne, tudi v zakonu, s kurikulom definirane mere, kaj sploh ocenjujemo pri kakovosti. Mi tega zaenkrat nimamo, ne. Mi imamo napisano v zakonu, da je to potrebno, nimamo pa zdefinirano vsebinsko, se že leta in leta pripravlja, mislim, da so zdaj že relativno blizu, ampak vam iz lastne izkušnje povem, da je bila cela revolucija, ne, da so lahko uveljavile kazalce kakovosti drugačne v vrtcu kot v šoli. Ne, ker je pač lažje postaviti shemo po vertikali in enaki kazalci kakovosti, ne, tako rekoč do univerze. Ne. In takoj, ko do tega pridemo, pomeni, da nekaj ni okej. Ne. Prosim, Cvetka, ne vem, da je bil prvi. Jaz imam nekaj vprašanj. Govorila sem z angleškimi družinami v Prekmurju, z otroci, ki so vsi odšli nazaj v Anglijo, ker niso prenašali terorja naše šole. In pritoževali so se, pravi, šola mora na najnižji stopnji osnovni šolski socializirati. Otroci, they have to be socialized. Pravi, vaša šola, pravi, to odmisli. Glejte, mi imamo določene mehanizme liberalizacije v šolah, agresivnosti, nismo utišali nasprotno. V vsej liberalizaciji pa je agresivnost porasla. Če nek sistem ne dovoli negovati spontanosti ali jo zatira, potem je agresivnost porasla. Veste, motijo me tudi ta izrazito kvantitativna merila. Vzamemo tole. Nam dostavlja računalniški izpis z univerze, vsakokrat je treba vpisati ljudi, tiste, ki se smejo sem ali tja vpisati. Število, tisto doseženo na maturi, to je objektivno, to pa sinonim za pravičnost, to je intelektualni genocid. Mlad človek, ki neguje željo, motive, mora imeti odprta vrata. Glejte, prvo leto študija je zadosti selektivna. Mlad človek pa je s tem kvantificiranim sistemom marsikdaj trajno zaznamovan. Kako da vi, psihologi, ker se pokvarjate s tem, tukaj malo zadeve ne demokratizirane. Ne gre za popust. Ponavljam, mlad človek mora imeti možnost, priložnost, kot smo jo imeli mi, ko smo se vpisali prvo leto na univerzo, na raven akademskega študija. A pa misliš, da zdaj nimajo možnosti? Po mojem vedenju je število razpisnih mest na srednješolski ravni in na univerzitetni mnogo večje, kot je pa število kandidatov oziroma kandidatk. Zdaj pa, da vsak ne more študirati vsega, je pa druga zadeva. Ne? Torej, možnost izobraževanja, ne? Torej, napredovanja, ne? Z vidika teh aspiracij in podobno, pa jaz mislim, da v našem sistemu imajo. Ne?
in na prehodu iz osnovne v srednjo šolo in iz srednje na visokošolsko oziroma univerzitetno raven. Ta prehod imenuje docent Karel Držan, verjetno poznaš njegova stališča. Kdo? Držan. Aha. On tak sistem zelo zavrača. Ja. In kakorkoli že, to, da tiste točke dosežene na maturi zelo posodno zaznamujejo zelo mnoge, pa se ne reče... Ja, Cvetka, da ne bova zajadrale tam, ker jaz nisem razlagala, ker visokošolskega sistema se nisem dotaknila in razlagala, ampak samo za razmisel, pa lahko midve to posebej še kdaj kaj rečeva. Te spomnim nazaj na tiste rezultate, ki sem jih pa pokazala pri učiteljevi oceni pa zunanjem ocenjevanju NPZ-ja. Torej, če razumem tebe, potem bi bila ti samo za učiteljevo oceno, pa dela nekomu krivico. Ampak zadeve niso tako zelo enostavne, niso tako zelo enostavne, tako da verjamem, da marsikomu matura ni, ampak tudi vse ni res, da so točke na maturi, se so tudi ocene, tiste, ki skupni seštevek enega in drugega daje nekaj, ker se potem opisuje, tako da zadeve so bolj komplicirane kot odločitev na eno ali pa za eno ali pa drugo stvar. Ja in ne. Moje vprašanje, to sem si večkrat skicirala, preden sem prišla na to tvoje oceno predavanje. Kaj meniš ti zdaj o tej pritožbi staršev, ko se je na tisoče ljudi podpisalo in seveda oni lepo pravijo, pa so te domače naloge za starše ali za otroke. Sama si lepo izpostavila problem. Če otrok nima izobraženih staršev, se takoj porajajo hude, težke razlike. Za koga so domače naloge? Ja, za otroke. Ja, absolutno. Ja, moje stališče te peticije je bilo javno, po mojem, kar nekajkrat objavljeno. Jaz pač mislim, da vsi ne moramo vsem presojati. O sistemu in o konceptih pač presojajo stroke. Zato sem tudi probala zelo velikrat tukaj izpostaviti, da mora biti neka in teoretska ozadja in neki izsledki, neke primerjave in podobno. Znotraj pravzaprav postavljenih zadev, znotraj nekih izhodišč, se pa lahko upravljajo razprave v različnih ciljnih skupinah. Ampak ne more pa starš, sem pa tam drugače poudarila, ko sem govorila o premikanju standardov navzdol, sem pa v drugo smer govorila, ampak tisto so bili tudi starši, tako kot so zdaj starši, ki bi vse pometali ven iz šole, so bili tam tudi starši, ki so rekli, prelahko je, hočemo standarde znanja navzdol. Tudi to so starši. Mi nimamo, ne vem, skupine, zaradi mene lahko podpiše 2000 ali pa 5000 ljudi to peticijo, še vedno ni problem v številki, koliko ljudi je podpisali peticijo, problem je v tem, ali lahko sistem kot celoto, in to ne samo en podsistem, tudi vse prehode, misli starš, ker ni odgovoren za to, ker ni kvalificiran za to, ker on lahko misli svojega otroka in lahko razlaga takrat, ko ga nekdo vpraša, kako se tvoj otrok počuti v šoli, ali zmore ali ne zmore. To je zelo pomembna zadeva, ki bi jo mogli učitelji v komunikaciji za starši vzpostavljati in zato sem tudi govorila o individualizaciji, o različnem delu z različnimi otroki. Ne more pa skupina staršev postaviti enega sistema šola, se bo najdela druga skupina staršev, bo vse to negirala in bo postavila druge prioritete, drug sistem šole, zato ker preprosto to ni tako enostavna naloga. Šola ni peskovnik, Mislim, šola je nekaj, ker vidimo, da socializira, izobražuje pravzaprav zelo, zelo različne otroke. In tisto, kako pride, stroke ne znajo odgovoriti, sem tam rekla, lahko naštevamo nekaj mehanizmov, nekaj varovalk, kako kompenzirati določene stvari, kako zmanjšati razlike, ampak ne poznamo vseh, ne znamo vsega povedati. Kako pa lahko pričakujemo, da bodo starši rešili na ta način, da bodo pač vse tisto, kar moti, ne vem, tam neke najbolj glasne starše v skupini, rekli, izločimo iz šole in ne ponudijo alternativo, ampak je tudi ne morejo. In jaz vedno pravim, te parcialne rešitve, kaj ven, pa kaj noter, so najbolj nevarne in te so rahlo zamajali tudi pri nas že šolski sistem, da vsaka ekipa nekaj spremeni, ki pride na ministrstvo, mi pa moramo prav gledati celoto.
To je vse tista majhna sprememba, sama po sebi je mogoče dobra sprememba, ampak v celotnem sistemu ne funkcionira in tukaj nastane problemi. Zato jaz pač mislim, da tega ne morejo narediti starši, kar pa ne pomeni, da mislim, da se starši ne moramo pogovarjati. Kolega je bil še tamle, pa ti nam. Jaz imam vprašanje, dve ključni besedi predavanja so bili zmanjševanje razlik pa izobraževanje. A je naš cilj, šolski cilj zmanjševanje razlik ali narediti pač, da vsak doseže optimalne svoje potenciale? In pa kot primer zelo plastično, ali je slovenska šola oziroma želja, da bi bila taka, kot je košarkarski klub Olimpija, za katerega je en igralec, ki je igral Olimpija in pa v ameriških profesionalnih klubih rekel približno tako. On je bil zelo dober v skoku in ga zato v Olimpiji ni veliko treniral, pa izredno slab v metu oziroma slabše v metu in je skozi met treniral. Zato, da bi bil pač boljši v tistem, v čemer je bil slab. V Ameriki je skoraj samo tisti trener, v čemer je bil dober, torej skok. Kaj je cilj naše šole? Cilj šole ni, da bi samo eno špuro pelala in da bi pravzaprav tam, kjer je nekdo dober, ga spodbujala, da bi še boljši, vsa ostala področja bi pa pustila in zanemarala, pač cilj vsaj obveznega izobraževanja, v katerega so vključeni vsi otroci, je, da se optimalno razvijajo otroke na vseh področjih. Optimalno. Zakaj jaz nisem govorila? Jaz nisem govorila danes naprimer o nadarjenih, potem je bilo še 1 uro daljše predavanje, oziroma tistih, ki bi mogli biti deležni nekaj zgoraj, dodatnega, če rečemo iz šolskega sistema pouka, pa tega dopolnilnega, kar pomeni, da se jim pomaga. Govorila sem pa o tem, da bi morali te kompetentnejši strokovnjaki, posamezniki, ki v šoli delajo, kot verjetno se neka učiteljice in učitelji, znati pravzaprav vsakemu otroku, tudi tistemu, ki je nekje nižje, pomagati razviti strategijo, da bi prišel do tja, do kamor on zmore, zato, ker mu družinsko okolje tega ne more ponuditi. Se to je prej Cvetka omenjala, ima starše, ki ne morejo, ampak to ne pomeni, da bomo tega otroka pustili, ampak bomo probali ga približati, posebej sem rekla, ne izenačiti. In cilj šole je pravzaprav to, da poskuša za vse otroke peljati na poti znanja, seveda zdaj zanemarjam ta del vzgojni, ki je enako pomemben socializacijski, do točke, do kamor oni zmorejo. In problem imamo, da se morda premalo ukvarjamo, bi kdo zdaj takoj lahko rekel, zato sem se zaščitila, da nisem govorila o nadarjenih za tistimi, ki so boljši, in kjer se recimo nam pojavi že problem na osnovi naših rezultatov v vrtcih, da otroci staršev za visoko izobrazbo, tudi če hodijo 5 let v vrtec, pomembno ne napredujejo v govoru. Zato, ker je, če mene vprašate, premalo narejeno za spodbude za te otroke, ki so govorno visoko kompetentni, vendarle te, ki so visoko kompetentni na področju govora, bodo lažje vstopili v ta svet znanja, bodo znali brati, bodo znanje pridobivali po taki in drugačni poti, bodo razumeli in podobno, medtem ko tisti otroci, in verjetno so to prevladujoči otroci staršev za visoko izobrazbo, ki pa tega nimajo in tega že v začetku, v štartu nimajo in jim nihče ne pomaga, da bi te kompetence razvili, ti otroci so izgubljeni, ti bodo ostali enako, kot so njihovi starši, kljub temu, da imajo morda dispozicije za nekaj več in da bi jih mogli z vidika okolja porivati naprej in zdvigovati njihove aspiracije. Sem pa v kontekstu, seveda tega, kar sem govorila, uporabljala večkrat besede približevati, zmanjševati razlike, ker sem to hotela izpostaviti. Dami. Zelo veliko je bilo povedano, zdaj se je povedala in tudi zelo zanimivo se mi je zdelo, o teh pravzaprav dosti velikih, tudi statistično pomembnih razlikah med dečki in deklicami, praktično na vseh področjih, razen, koliko sem razumel, na nekaterih izoliranih področjih, ne vem, matematika, tam nekje, skratka, ampak praviloma so deklice povsod boljše, dosegajo boljše. Po ocenah, ja. Po ocenah, okej, ampak recimo, da jim verjamem. Zanimivo je, da ko gledamo najbrž, kaj bi rekel, kdo v tej družbi zaseda
najbolj vplivne in odgovorne položaje. Kaj bi bila slika drugačna? Prav, stvar časa. Glede na to, da bi človek rekel, da tako rekoč po naravi so deklice boljše, so nevrološko, kaj bi rekel. Tega sicer nisem rekla. Nekaj drugega me pa realno zanima. Nič pa niste rekla, zdaj pa ne vem, ali nalašno, zato ker ni nobenih resnih podatkov, to pa tisto, kar me res zanima. Mi smo pred nekaj leti pri nas v bistvu sistem predšolske vzgoje, narekovaj, upeljali to rešitev varuhov na domu. Takrat je bilo veliko v bistvu opozoril, da zna to poslabšati našo sliko, bi rekel generalno, kar zadeva predšolsko vzgojo. Vedno več je tudi institucij, vsaj recimo v večjih urbanih okoljih, ki so zasebne. In bi me zdaj zanimali po nekaj letih, ko zdaj te rešitve imamo, kako na to gledaš, da obstajajo kakšne raziskave, ki bi pokazali, kako je to vplivalo na kakovost predšolske vzgoje nasploh, skratka pri nas, pa recimo, ali imamo kakšne podatke, ki govorijo o tem, o razlikah recimo med zasebnimi pa javnimi vrtci. Si optimist, ne? Na ravni tega, kakšne raziskave imamo v slovenskem prostoru. Po letu 11, po leta 12 je bilo uveden ta varuh na domu, oziroma ta program varuha na domu, pa kdor si gre brati knjigo iz leta 2011, bo videl, da ni napisana na način, kot je bilo uvedena. O tem govorim, ko govorimo o strokah. Torej, ne morete nekaj, ne morete reči, fino, rešili so nas, namreč kaj smo takrat delali. Reševali smo to, da je bilo premalo prostora za otroke prvega starostnega obdobja za vključitev v vrtec. To so bila leta, ko so bile čakalne vrste izredno velike in to za prvo starostno obdobje. In smo zapisali, naj bodo na domu, ob enakih normativih in standardih kot v vrtcu, ob najmanj srednješolski izobrazbi strokovne delavke, o programu, ki ga verificira oziroma sprejme strokovni svet za splošno izobraževanje. Nič od tega se ni zgodilo. Samo varstvo na domu je bilo uvedeno. Zato sem omenila, se nam potem zgodi kengurujček, ki ima pravzaprav, ni potrebno kaj veliko popravljati, to, kar mislim, da bodo zdaj na ravni zakonodaje popravljali, samo ti se treba prepisati in prepisati bi mogli že leta 11, pa se to ne bi zgodilo. Nimamo pa nikakor analize o tem, kakšni so učinki teh programov, tudi ne učinki zasebnih vrtcev, ki so pravzaprav na ravni predšolske vzgoje res zelo različni, tudi brez kakšnakoli načel, ampak so kar športni, pa angleški, pa podobno, kar ni mišljeno, mišljena so bila posebna pedagoška načela, po katerih naj bi se delalo. Tako da jaz ti ne morem postreči, saj absolutno ne poznam, pa mislim, da bi jih poznala, če bi bile narejene te analize, so pa v svetu, ker je zgodovinsko gledano različnost programov mnogo bolj prisotna kot v slovenskem prostoru, narejene to zadevne analize in ko govorijo o pozitivnem učinku vrtca na razvoj in ko dodajo pa še kompenzacijski učinek vrtca, ker to govorimo o dveh zadevah, enem občem pozitivnem učinku, eno pa še to, da ima dodaten kompenzacijski učinek, govorijo o celodnevnem programu, v katerega so vključeni otroci nekaj let. Tudi oni govorijo o tem, ne govorijo o teh krajših variantah, o izvedbeni, ne vem, taki in drugačni, ampak celodnevnem programu, ki ima v ozadju, ker pač poteka kot program, ne glede na to, ali je to zasebni ali javni, verificiran kurikulum. Torej, brez tega je verjetno zadeva bolj izpeljana na raven varstva otrok, zdaj še vprašanje, ali varstvo, ki bi bilo varno varstvo, torej to sta... Potem je tudi distinkcija. Vi so deklicah si pa prenastavili. Zakaj pa ni več na pomembnih položajih, pa da ste moški? Še kakšno? Moramo zaključati, ne? Ja, Matjaž pravi, da. Hvala lepa.